Spoštovane gradiščanke, spoštovani gradiščani, spoštovani župan mestne občine gospod Čas Andrej, spoštovani svetniki, svetnice, predsedniki vaških četrtnih skupnosti, lepo pozdravljeni ob današnjem dnevu, lahko rečem prazniku Gradišča, ker se poredko kdaj zgodi, da se lahko srečamo na dan, kjer imamo določene otvoritve. Danes lahko rečem, da imamo dan 3 v 1. Kaj mislim s tem? Tukaj mislim naše nove pridobitve, namreč gre za 3 projekte. Prvi projekt, katerega lahko rečemo, gre za varno pot. Pri vstopu v Gradišče smo v preteklosti pešci imeli problem, kako vstopiti varno v naš kraj, v naš prelepi kraj. Z to pridobitvijo lahko rečemo, da smo prikategorizirali tole cesto iz nevarne poti v varno pot. To v tem trenutku govorim o pločniku iz smeri Most Barbara do Smolarja. Naš drugi projekt je priplastitev cestišča, prav tako od Mosta Barbare do Smolarja, in oba dva ta projekta sta se vršila istočasno. Vršila sta se v 3 etapah in prav toliko smo imeli tudi izvajalcev. Najprej je bil tukaj podjetje Brezovnik, potem je bilo podjetje Kuster, tako na koncu pa podjetje Kostman. Naša tretja pridobitev, ki jo bomo danes tudi svečano odprli, pa je vodovod v niže ležečem območju. Za ta projekt lahko tudi rečem, da smo ga nekako v 3 etapah postavljali. Prva in druga etapa se je delalo omrežje istočasno kot optika. Tretja etapa pa se je izvršila z črpalko, ki je locirana pri Čoderlu. Upam in želim se, da se naše gospodarstvo v Sloveniji dvigne. Vse je že skrajni čas in da naša občina, prav tako pa vaške skupnosti, četrtne skupnosti, oziroma vsa območja v naši občini pridobimo finančne sredstva, bodisi iz Evrope, bodisi iz države ali bodisi iz same občine, in da se bomo večkrat srečevali na podobnih srečanjih, kjer bomo odprli neke novitete, neke nove projekte. Vsekakor si želim, da bomo se zelo velikokrat v tem obdobju naslednjega našega mandata vseh nas skupaj zelo in še enkrat zelo velikokrat srečali na Gradišču. Da pa bo temu res tako, pa bom sedaj predal besedo županu, gospodu Času, ki upam, pa sej upanje umre ta zadnjo, ne, da nam bo danes nekako pa le obljubo, da se drugo leto ponovno vidimo na neki otvoritvi v našem kraju. Hvala. Novi predsednik vaške skupnosti Gradišče Bojan je zelo lepo povedal, pa mi je dal tudi kar nekaj koristnih nasvetov, kako moram jaz v bodoče občinskim svetnikom ali pa občanom predstavljati občinske projekte. Namesto otvoritev ceste od tu do tam, bom rekel, tu smo imeli 3 projekte. Pločnik, asfaltna površina, razsvetljava in bo kar več zgledalo. Škoda, pred 3 meseci bi mi to koristilo. No, tudi jaz sem vesel, da imamo danes končan ta odsek ceste, to vemo, da je bila cesta skoraj ni bila več vredna tistega imena, luknja pri luknji, osko in tako neogledno. Takih predelov imamo še zelo veliko v občini. Poleg neurejenih cestišč, veste, da se nam sprožajo plazovi in moramo reševati tiste zadeve. In najlepše je, ko potem to saniramo, ko rekonstruiramo cesto in ko zgleda tako, kot je tule, ko je narejena zgledno. Se mi zdi, da je en tak del ceste, ki je lahko vzorc za ostale projekte. Žal, širše ceste prvič ni denarja, bi pač potem bila krajša.
In zato smo se pač odločili, da gradimo te takega ranga ceste v ta širini 4 metre plus mulda in jaz mislim, da nam to kar neki dober standard daje. Vem, da bi bilo dobro, da bi bila širša, da bi se lahko srečevali tudi bolj kamot, ampak tudi te gre z malo manjšimi hitrostmi in se da uporablja tako cesto popolnoma varno in dobro. No, glede nadaljnih načrtov na gradišču, v teh zadnjih letih smo kar veliko naredili, od Čoderla najprej v letu 2012, v letu 2013 res ni bilo tu večjih investicij, v letošnjem letu pa kar veliko, ta odsek ceste, ravno kar se pa še dela drugi del do Prevolčiča in mislim, da naslednje leto, če ne bo druga, bomo imeli vse to otvoritev. Tudi na drugih delih še delamo v tem letu, malo nenavadno, da v decembru še kar potekajo investicije oziroma gradnje cest, ampak vreme je tako, treba ga izkoristiti in malo smo pozno začeli, ampak važno je, da se dela nadaljujejo. Tega, če ne bo slabše naslednje leto, moramo biti zadovoljni tudi s tistim, kar je in če ta tempo držimo, mislim, da bo kar zadovoljiv napredek pri gradnji cest. Omenil sem že, da so velik problem v naši občini plazovi. V zadnjem času je nastalo 15 plazov na cestah, kar pomeni približno 420 000 po prvi oceni stroškov za sanacijo tega. To je zelo razočaranje za nas, ta denar bi lahko namenili za nove ceste, pomeni skoraj 3 km novih cest, ampak žal, temu se ne moramo opirati, kvečemo ves rekel, da moramo biti pripravljeni še na več teh škod zaradi terena, ki ga pač imamo v občini, žal, tako občino imamo in po drugi strani imamo pa tudi lepo okolje in to je ta stranski učinek tega, da imamo pač gorsko pokrajino in veliko vodotokov, veliko hudournikov, kar se prenaša dobre in slabe plati. No, da ne bomo preveč dolgo vezli, današnji lepi trenutek ne smemo preveč pokvariti, torej na koncu čestitke tudi odboru, staremu odboru, staremu svetu Vaške skupnosti Gradišče, ki je pravzaprav ta program zastavil in čestitke pa veliko uspeha tudi novemu svetu Vaške skupnosti in predsedniku Bojanu. Hvala lepa, pa srečno vožnjo. Da pa bo nekdo od zgoraj nas zmeri spremljal na tej varni poti, tako peš kot za avtomobilo, pa bo sedaj besedo prevzel slovenjgraški župnik, gospod Simon. Pa začnemo z znamenjem križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Z moje strani lep pozdrav vsem, ki smo se tu zbrali. Prosimo res za blagoslov, naj cesta služi namenu, dobremu, ta pot. In Gospod z obiljem blagoslavlja. Mi smo že, oziroma septembrom ste stopili že nekako v ta čas leta, v katerega stopamo mi čez 2 dni, malo ste prehitevali. Torej, čez 2 dni začnemo z adventom, je čas priprave, vi ste že štartali, danes pa že nekako tiho slavimo to veselje Božiča, zgodilo se je, veseli smo, pa da bi to veselje ne bilo zagrenjeno s čimerkoli, da bi se tu ne dogajale take ali drugačne nesreče, da bi ohranili pot, ki ni samo asfaltirana, ampak pot, ki vodi od enega soseda do drugega, da bi zaradi tega med nami tu ne nastajale razprtije, ampak prijateljstva, bližina, pa končno, da bi ta pot lahko pomenila tudi Bog med nami, da prosimo za blagoslov. O Bog, v nobeni pokrajini nisi daleč od tistih, ki ti zvesto služijo in očetovsko braniš in varuješ tiste, ki vate zaupajo. Vse, ki bodo po tej cesti hodili ali se vozili, vodi svojo milostjo in spremljaj svojo roko. Varuj jih in brani pred vsemi nevarnostmi, da bodo mogli izpolniti, kar želijo in srečno priti, kamor so namenjeni.
po Kristusu našem Gospodu. Pa ker ste blagoslovili še vodovod kot izvir vode, izvir tudi življenja za ta vaš kraj, še tudi blagoslavljamo ta. Dosežek pa bodimo tudi mi, tako drug do drugega. Vse nas pa naj podpira Gospod sam in njegov blagoslov. Gospod z vami, z tvojim duhom, blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Malo ploskaj bo.